Vstopil sem v prostor večerne glasbe. Mrak pada k nogam, na roke padajo sence, glasne od lastne obranosti. Le obraz je še v soncu, svetal kakor akord na visoki noti psalmista. Sonce zahaja, molitev prihaja, kakor zahvala sama od sebe. Iz zemlje, iz zraka, iz vode, iz ust človeka in rož. Stojim v tem blestečem navalu svetlobe kot otrok v žitu, v zlati katedrali in je cljam proti nebu potihoma. Hvala. Spoštovani, ti uvodni verziji pesnikovega globokega občutenja hvaležnosti naj nas popeljejo v otvoritev razstave Jožeta Bartolja, saj je nocojšnji dogodek jubilejen z dveh vidikov. Jože Bartol je letos praznoval osebni jubilej, 40-letnico, poleg tega pa gre na tej razstavi tudi za neke vrste slikarski jubilej. Že celo desetletje, da namreč pri postavitvi slikarskih razstav zanima preoblikovanje galerijskega prostora v sakralnega. Sam sicer pravi, da je to zadnja postavitev v tem nizu razstav, ki smo jih v preteklih letih lahko spremljali na razstavah po Dolu pri Ljubljani, v galeriji Zavoda svetega Stanislava, pa v galeriji v Trnovem. Na pričujoči razstavi v galeriji Družina pa ga je ta delitev galerijskega prostora v ta večji, svetlejši prostor in pa sosednji manjši, tudi bolj svetlobno zastrt del, nagovorila, da je oblikoval dve celostni postavitvi, med seboj sicer dopolnjujoči se, vendar pa tudi sami v sebi zaokroženi. Galerijski prostor je oblikoval kot dialog med tem osrednjim cerkvenim prostorom in pa kripto v sosednjem prostoru. Ko ste prihajali v galerijski prostor, se je vaš pogled verjetno najprej ustavil na tem velikem lesenem oltarju, ki zagotovo že svojo dimenzijo dominira v tem prostoru. Tako kot že pri prejšnjih postavitvah je tudi tu samo leseno oltarno konstrukcijo, ambon in prav tako lesene table za vse poslikave izdelal Bartoljev kolega na Radiu Ognjišče, gospod Miha Močnik, ki sicer znan kot radijski tehnik, zelo uspešno pa uporablja tudi mizarsko žago padleto, tako da se mu gospod Bartolj tudi ob tej priliki še enkrat zahvaljuje. Sama ikonografska zasnova tega oltarja pač izpostavljamo v srednji tabli podobo Kristusa vladarja. Vzhodna cerkev ima za ta ikonografski motiv posebno ime, sicer Kristus Pantokrator, vladar vsega. Ob njegovi strani pa sta upodobljena Marija in Janez Krstnik. Kristus na prestolu je sicer predstavljen s tradicionalnimi atributi, vladarske palice, z desnico blagoslavlja, vidimo, da je ogrnjeno tako bogato škrlatno oblačilo in na glavi ima mitro s podobo simbolom papeškega križa. Mislim pa, da je tisto že samo frontalno upodobitev, potem te njegov pogled, ki se frontalno odpira v prostor, v katerega vstopamo, pa razodeva, da njegove oči, uprte naprej, zaobjemajo, vidijo in poznajo vse. In to, kar nakazuje desnica, da tudi vse blagoslavljajo. Ta podoba nas sicer lahko spomni na številne kristološke upodobitve v prejšnjih stoletjih, ker je to eno najbolj znanih upodobitev Kristusa, vse od uradnega priznanja krščanstva v začetku 4. stoletja. Kot sem pa že prej omenila, je pa to zelo pogost motiv v bizantinski umetnosti. Kristusovi oči se mi zdijo kot neka točka presežnosti, v kateri bolj kot da mi gledamo, smo pravzaprav mi gledani. Gleda nas pogled svetosti, pogled nad smrtjo, ki nas povleče k temu, kar je čez. To je pogled že poveličenega, ostalega, ki prebuja v nas naše vstajenje in Božjo podobo kot poklicanost vsakega izmed nas k svobodi in ljubezni. Z Kristusove desne se obrača k njemu mati Marija, prav tako ogrnjena v rdečo barvo, s krono na glavi in knjigo v roki. Zdaj teh nekaj preprostih atributov je v resnici zelo zgovornih. Namreč v tradicionalni umetnosti je rdeča barva barva Božjega, medtem ko vidimo, da je sama obleka Marina, znotraj pa modra, to je pa barva človeškega. Torej, s tem, ko je Marija sprejela
Božjo besedo, da se je utelesila v njem, je na nek način ogrnjena v to Božje. Podoba knjige, podoba besede pa pač kaže na to, da je to beseda, ki ostane vekomaj, ki nikoli ne mine. In da je to ta beseda, ki je pravzaprav spremenila celoten tok človeške zgodovine, pa pričuje na drugi strani podoba Janeza Krstnika. Zdaj ta zgovorna gesta, ki jo poznamo na številnih upodobitvah v zgodovini, ki kaže na Kristusa, sam je vedno rekel, da ni on tisti, ampak da samo napoveduje tistega, ki bo prišel. In tudi ta gesta je zelo nedvoumna. Glejte, jagnje Božje, ki odjemne greh sveta. Janeza Krstnika pač poznamo kot zadnjega v dolgi vrsti prerokov, ki so napovedovali odrešenika. Zdaj to celotno zasnovo v zgornjem delu tega krilnega oltarja, pa na spodnjem delu je neke vrste menza, dopolnjuje upodobitve na manjših lesenih tablah. Te upodobitve govorijo o odrešenski zgodovini, ki se seveda dopolnila s Kristusovo odrešensko daritvijo. Zdaj večina ne vidi tukaj na strani pravzaprav sam začetek, kje se ta zgodovina začne. Tukaj stoji da podobi Adama pa Eve, seveda podobi izvirnega greha, ki je vsem nam oduzel to Božje oblačilo, na sobrno stran od Gospodovega obličja. Potem pa sledijo podobe starozaveznega kralja, morda kralja Davida, trpečega Joba in Jožefa, ki so predstavljeni kot posamezni členi v tej verigi pričakovanja Mesije. Z utelešenjem besede o Kristusu Bog naredi odločilen korak do človeka, ker ga poišče, prepozna, ga obišče. Pravzaprav ga želi priznati za sogovornika, spet spodbuditi dialog z njim, da bi ga opomnil na to, kar je človek z izvirnim grehom zanemaril oziroma tisto, kar je pozabil in zaradi česa seveda drvo na vzhodni strani raja šumi zelo jalovo. Ljubezen trojedinega Boga pa človeka obišče in mu vrne njegovo resnico. Resnico, da je pravzaprav Božji otrok, da je bitje odnosa z Bogom, hkrati pa tudi z ljudmi in svetom. Če ne bi bili obiskani, bi izgubili izpred oči svojo lastno identiteto. Bog nam namreč prikliče v zavest podobo tega, kar smo. Vidimo pa, da se s to srednjo tablo, s podobo svetega Jožefa, ta veriga ne prekine. Kristusova daritev nas je povezala tudi v bratsko skupnost, v občestvo, v cerkev, ki je skupaj na poti. In tako je gospod Bartol dodal še podobi slovanskih apostolov, Cirila Metoda, na to podobo Gregorja Velikega in na drugi strani še podobo Frančiška Asiškega. To so pa seveda tisti pomembni mejniki na poti cerkve, ki so vsak na svoj način spet utrdili to našo pot nazaj v očetov objem. Te ob samem opazovanju, te osrednje oltarne kompozicije so tistih, ki poznate, ki je zgodovina evropskega slikarstva, zagotovo oglasi spomina in najbolj znanih oltarnih upodobitev začetka 15. stoletja. To je staronizozemski slikar Jan van Eyck in njegov genski oltar oziroma oltar mističnega jagnjeta. Tam je upodobitev sicer ikonografsko precej bolj razčlenjena in zapletena, ker je pač narejena v tej tradiciji velikih krilnih oltarjev. Zdaj, zdi se mi, da je ta Bartoljeva navezava nazaj sicer hotena, zavestna, da jo jasno priznava, vendar je ta navezava izpeljana na povsem njemu lasten svojski slikarski način. V teh letih se mi zdi, da se je že izoblikovala neka prepoznavna Bartoljeva slikarska poteza, ki se kaže predvsem v samem odnosu do figuralike in barv. Te barvni nanosi so namreč slikovito nabrisani in te hitro nanešene ploskve dinamično oblikujejo posamezne figure, jih ne zamejujejo z nekimi strogimi linijami, kar potem še dopolnjuje vloga svetlobe in na teh samih podobitvah, tudi v ostalih primerih, še ta pas zlate barve. Likovna govorica pa nastaja iz redukcije likovnih sredstev. Ne vidimo hitre poteze. Barvne ploskve sicer začrtajo motiv, hkrati pa dopuščajo veliko odprtost, zračnost, da posamezni elementi lahko dihajo v svoji sporočilnosti in izrazni moči. Opazimo tudi, da Josef Bartol vsem stvarim odvzema nebistveno, da jemne stran tiste zunanje detaljne drobnosti,
da bi prišel do neke osnovne oblike, da bi v uporabi teh preprostih temeljnih oblik in form izrisal čim bolj povedno kompozicijo. Ta princip odvzemanja reduciranja je verjetno utemeljen v avtorjevem odnosu do starih upodobitev, mogoče prav teh ikon starokrščanskega slikarstva, na drugi strani pa verjetno tudi temelji v njegovem odnosu do moderne abstraktne umetnosti.